Opredmetene spomine človeštva smo v muzejih dolžni ohranjati in predstavljati prihodnjim rodovom, pa tudi vsem tistim, ki jih ne morejo videti, slišati ali se jim fizično približati. V Slovenskem etnografskem muzeju smo zato razvili projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Poglej z dotikom, prisluhni gibu in dosežeš lahko vse. Zaposlovanje večinoma iskalcev prve zaposlitve in njihovo usposabljanje, razvoj in implementacija vsebin namenjenih ranljivim družbenim skupinam, izboljšanje fizične dostopnosti muzejskih prostorov, izobraževanje muzejskega osebja za delo z ranljivimi skupinami, izdelava kopij muzejskih predmetov in prilagoditev muzejske spletne strani so doseženi cilji projekta. Projekt dostopnosti se mi zdi zelo v redu in zelo učinkovit, da tudi drugi ljudje iz druge skupine, ne recimo gibalno ovirani, senzorno ovirani, lahko enakopravno pridemo do kulturne dediščine kot čisto normalen, hodeč, slušeč, govoreč človek. Pomembna je inkluzija ljudi in če je dostopnost za enega, ne bo dostopnost za vse. Pri nekaterih vodstvih in programih smo v bistvu uporabljali tale naš kamen, maskoto. Prišel nam je zelo prav, predvsem pri majhnih otrocih, ker so se lahko navezali na njega in smo preko njega podajali določene vsebine. V projektu smo se povezali s 6 državnimi muzeji: Narodnim muzejem Slovenije, Prirodoslovnim muzejem Slovenije, Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Slovenskim gledališkim inštitutom, Tehniškim muzejem Slovenije in Narodno galerijo. Jaz sem se vključila v ta projekt kot iskalka prve zaposlitve. Pripravljam programe za otroke, mladince, družine, starejše in tudi za osebe s posebnimi potrebami, torej tudi za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne. Pripravili smo tipni spomin, ki je bil namenjen osebam z okvarami vida, torej slepim, slabovidnim, tistim, ki imajo morda tudi disleksijo, tudi osebam starejšim, ki že morda slabše vidijo. Pripravljene so bile namreč tipne sličice predmetov iz te razstave, ki smo jih prikazali v kontrastnih barvah, obenem smo pa tudi predmete obrobili s konturno črno barvo. Tako je bilo mogoče jih te obrobe tudi otipati in so tako tudi slabovidni prišli do informacije. V dobrih 2 letih, odkar sem zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, sem v Narodni galeriji, kjer se tudi usposabljam in delujem v okviru projekta, pripravila kar nekaj pedagoških in andragoških programov. Ker sama menim, da dostopnost ni bistvena samo v fizični dostopnosti stavbe, je en prvi korak k temu. Najbolj pomembno je, da so dostopni ljudje, ki ljudi sprejemajo. V projektu sodelujem kot oseba z invalidnostjo, od rojstva imam krajšo nogo in uporabljam hodilni aparat. Največ sem delala z Gašperjem Remsom, z gluhim študentom, s katerim smo poskušali prvič uvesti gluhega vodiča v muzeje, po drugi strani pa tudi na ravni neke interpretacije in reprezentacije teh ranljivih skupin prikazati neko interpretacijo, ki je v muzejih ponavadi preslišana, spregledana. Na
projektu Dostopnost delam kot iskalka prve zaposlitve. Moja izkušnja na projektu je zelo pozitivna. Dobila sem veliko novih izkušenj, hkrati tudi priložnost za izobraževanje. Interpretacija dediščine tudi na področju tako nežive narave, geološke dediščine, ki pa je še kako živa, je zelo pomembna, tudi za ranljive skupine. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije ji namenjamo že vrsto let kar nekaj časa. Z prihodom projekta, predvsem pa s prihodom Katarine, smo pa te vsebine močno nadgradili. Ali ste vedeli, da se med razstavljenimi predmeti lahko sprehodite, jih primete v roke ali celo ležete na nje? Lahko si predstavljate ljudi, ki so takšne predmete izdelovali pred desetletji in niso mogli vedeti, da bodo ti nekoč shranjeni v muzejih in tam dostopni vsem. Glina, narejena po tem postopku, ima posebno teksturo. In nekdo, ki je pač prikrajšan, da to doživi, tako kot lahko mi, se lahko zdaj tega izdelka dotakne, ga prouči, ga prime, poboža, povoha. Povabili so me kot predavateljico na izobraževanju za zaposlene. To je bil njihov prvi direktni stik z gluho osebo, z gluhimi. Zelo dobro so to sprejeli, tako je izgledalo. Potrebovali so ogromno informacij, ki so jih dobili iz prve roke. Jaz sem gluha, predavam, učim. In to je bilo nekako v njihovem konceptu. Jaz sem Andrej Tomazin, tukaj sem kustos pedagog na projektu. Veliko smo imeli izobraževanj, spoznali smo se z različnimi potrebami. Mogoče smo kakšno novo stvar ugotovili, kakšen presodek več odvrgli. In na ta način potem prek izkušenj tudi začeli delati, seveda s poskusi in napakami. Kot pri vsaki stvari. Uporabnikom smo z digitalno dostopnostjo spletne strani omogočili prilagodljivo izkušnjo in njene vsebine približali družbenim medijem. Projekt Dostopnost dviga družbeno zavedanje o pomembnosti dostopa do programov in vsebin kulturne dediščine za vse, hkrati vzpodbuja zaposlovanje in usposabljanje za delo z ranljivimi družbenimi skupinami in sodelujoče bogati z novimi spoznanji. Ta projekt Dostopnost se mi zdi zelo v redu. V bistvu mislim, da je eden redkih ali pa edini projekt tako v Sloveniji. Zelo všeč mi je bilo to, da so v projektu sodelovali ljudje, ki so to radi počeli, ki niso bili tam zato pač, da prejmejo plačo pa nekaj delajo, pa da jim čas mine, ampak so res to radi počeli in so imeli več idej kot mi, ki smo v bistvu uporabniki, kaj narediti pa kako narediti. Za meni se pri muzejih zdi zelo pomembno to, da niso samo o ljudeh in za ljudi, ampak predvsem tudi za ljudmi, da so ljudje tisti, ki imajo možnost, da povejo svojo zgodbo. Pri projektu sem sodelovala kot ena izmed koordinatork iz romske skupnosti in sicer prihajam iz Srdice. Skupaj smo oblikovali razstavo Rojstvo izkušnje Romi. Iz vsega tega spleta dogajanj sem se zelo veliko naučila. Veselje mi je bilo sodelovati s Tino in ostalimi člani tega projekta. Programi ostajajo, vsebine se bodo širile, nadgrajevale in tudi odziv publike je bil v bistvu res fenomenalen. Muzejske specialne knjižnice obstajajo, morajo obstajati, imajo premalo kadra zaposlenega, tako da se mi zdi, da tudi ta ozaveščenost je prvi korak k temu, da ratajo zadeve sploh dostopne.
Projekt je pripomogel, da smo v Narodni galeriji lahko 2 leti vzdrževali kontinuirano intenziven stik z ranljivimi skupinami. Poskrbeli smo za fizične prilagoditve, okrepili smo program veččutnih vodstev in delavnic. Dobrobiti projekta Dostopnost do kulturne dediščine vidim v tem, da imajo mladi ali pa tudi manj mladi možnost, da se usposobijo za poklice, za katere so v bistvu že izšolani, za katere že imajo diplomo, vendar so v tem projektu pač pridobili konkretne delovne izkušnje. Moram reči, da je bilo to tako za izziv za sodelavce muzeja, kot za tiste, ki so z nami sodelovali. In mislim, da smo na koncu lahko zadovoljni, kajti tako nova znanja, izkušnje, usposabljanje je minilo v pozitivnem vzdušju in tudi rezultati, ki smo jih skozi ta projekt pridobili, so izjemno pozitivni. Projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam je pravzaprav pilotski projekt na Slovenskem in veseli me, da je bil podprt tako strani Evropskega socialnega sklada, kakor tudi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in je s tem pravzaprav tlakovana možnost za nadaljnji razvoj pristopov, ki naj bi jih muzeji in galerije uporabljali v bodočnosti. Dostopnost za vse in povsod.